D3000, stopni model DSLR fotoaparata, nekje eden izmed najenostavnejših modelov digitalnega fotoaparata na trgu, ki je v bistvu za začetne uporabnike, ki vstopajo v svet zrcalno-refleksne fotografije, jim nudi največjo oporo z že vgrajenim, novo funkcijo vgrajeno, to je digitalni fotopomočnik, mu pravimo, ki vodi nekje uporabnika skozi sam proces fotografiranja. Torej, D3000 se nekje uvršča v sam začetek naše linije DSLR aparatov, torej pred že predstavljenim D5000 in D90 novem. Vidimo pa tudi, da bomo danes predstavili tudi nov semi-pro aparat, namenjen zahtevnejšim uporabnikom D300S, ki ga bom pa kasneje predstavil. Še enkrat, D3000 je res namenjen tistim, ki se z zrcalno-refleksnim aparatom šele spoznavajo, ki hočejo od fotografije nekaj več, kot lahko dosežejo s kompaktnim aparatom, mogoče take, ki bi radi nekaj nadgradili svoje znanje fotografije, torej prehajajo iz kompaktnega razreda v zrcalno-refleksni razred. Tudi razmišljamo, da so to ljudje, ki imajo pred sabo v svoji življenjski poti kakšen večji dogodek, rojstvo otroka, poroka in bi to radi zabeležili z nekoliko kvalitetnejšim aparatom, za boljšo fotografijo. Ob enem pa se ne bi radi spopadali z vsemi, bom rekel, zahtevnejšimi nastavitvami digitalnih fotoaparatov, torej bi radi ohranili neko preprostost uporabe in maksimalno kvaliteto slike. No, za takšne je D3000 enostavno najboljši aparat, ker, kot sem že omenil, smo vanj vgradili fotopomočnika. V bistvu aparat vas vodi skozi celoten proces fotografiranja, da so tiste odločitve, ki jih mora fotograf sprejemati, kar najlažje. Pa če kar pogledamo, kako sama funkcija fotopomočnika mogoče deluje, takole v samem štartnem meniju, ko aparat prožgemo, mogoče, če se bo nadaleč videl, da samem se odločimo, kaj bomo sploh delali z samim aparatom, torej ali bomo fotografirali, ali bomo pregledovali že posnete fotografije, ali bomo aparat nastavljali kakšne detajle. Potem nas sam aparat vpraša nadalje, ali si želimo nekoliko bolj zahtevnejših nastavitev, ali želimo res tisto najosnovnejše operacije, kaj hočemo narediti, ali hočemo zamrzniti gibanje, imeti mogoče mehka ozadja, primerna za portretiranje. Na podlagi teh naših inputov, ko nas aparat v bistvu vodi skozi ta postopek, nam zraven tudi mogoče pove kak detajl, to je help funkcija, nam pove, kaj je zdaj z zamegljenimi ozadji, kakšno zaslonko moramo izbrati. To seveda tudi grafično prikaže, zapiranje zaslonke, izbiranje ustreznega časa zraven. In posledica vseh teh naših odločitev je fotografija, kot smo jo pač sporočili, komunicirali fotoaparatu, da želimo jo imeti, torej mogoče v tem primeru en portret z mehkim ozadjem. In to bi ne bil nekak postopek, ki bi uporabniku brez tistega, mogoče za začetnika ali pa za ljubitelja, za družinskega fotografa odvečnega znanja, seveda vi ste vsi fotografi, vam veselje razmišljati, ampak marsikomu pa je veselje narediti fotografijo, aparat v tem primeru zelo pomaga. Toliko o mogoče teh novosti digitalnega fotopomočnika. Sam aparat pa se ponaša z CCD tipalom z 10 milijoni točk, torej nekje podobno tipalo, kot ga je imel že tudi predhodnik D60, ki je v tem trenutku razprodan. Ravno kar se je zaključila ena zelo uspešna akcija in v Sloveniji mislim, da ni več kosa D60 v trgovinah, tako da D3000 ga bo zelo lepo nadomestil. Obenem pa je D3000 tudi edini DSLR v našem line-upu, v našem asortimentu, ki uporablja CCD tipalo z 10 milijoni točk, vsi ostali so naprej že na CMOS tipalu. Seveda to prinaša za začetnika tudi nekatere prednosti CCD tipala, tako da je tudi dobra izbira. No, ena izmed njih je vsekakor tudi dobra ISO občutljivost. Dejansko so tle veliki koraki storjeni pri ISO občutljivostih. Sam aparat D3000 omogoča
nekje nominirane vrednosti ISO od 100 do 1600, ki pa je razširljiva še potem na 3200. Moram pa povedati, da pri 1600, naprimer tako D3000 kot tudi D5000 nad njim omogočata res zelo, zelo dobre posnetke z zelo lepimi barvami, minimalno šuma, tako da je zelo uporabna nastavitev tudi 1600 ISO, ki jo lahko vsak ljubiteljski ali pa družinski fotograf brez strahu uporabi. Vsa kvaliteta slike pa seveda dodatno podprta z XPID procesorjem, ki ga poznamo tudi z dražjih aparatov. Na samem hrbtu aparata, tudi primerno za družinske fotografe, je 3-inčni LCD zaslonček, zelo lep za pregledovanje. Seveda to ni isti zaslonček, kot je vgrajen naprimer v D3 ali pa D300. Tisti imajo 900 000 pik, ta ima 230 000 točk, vsekakor pa zelo fajn za pregledovanje, tudi za starejše uporabnike. Obenem pa je velik zaslon tudi pomaga pri obdelavi fotografij, ker v samem aparatu je kar nekaj funkcij, ki omogočajo tudi ali obdelavo ali že tudi spreminjanje same fotografije, tako da si prihranimo tudi nekaj dela za računalnikom. Podobno kot večji brat je tudi D3000 ima čiščenje tipala, tako z tresenjem samega low pass filtra pred tipalom, kot tudi Nikonov unikatni Airflow sistem, ki odpravlja prašne delce iz samega ohišja in s tem prepreči, da bi se ponovno nabirali na tipalu. In tudi pri D3000, torej pri čistopnem modelu DSLR aparata, pri Nikonu zagotavljamo podatek o zdržljivosti zaklopa. Torej tudi D3000 so aparati, preden zapustijo produktno linijo, z vsakega procesa testirani na 100 000 proženj. In zaklop je res ena izmed stvari, ki je zelo, zelo pri nas pod nadzorom, tako da tudi v tem stopnem razredu v bistvu omogoča vrhunske rezultate. Novost, 11-točkovni autofokus, torej tudi najcenejši med našimi fotoaparati, kot bo D3000, se ponaša po novem z Multicam 1000 autofokusnim senzorjem z 11-točkovnimi polji. To je mislim, da kar najboljši autofokusni sistem v stopnem razredu DSLR-jev, tudi če pogledamo konkurenčne fotoaparate. In obenem tudi sistem za prepoznavanje kadra, tako je imenovan Scene Recognition System, ki na podlagi kontrastov, barv prepozna oblike, gibanje in s tem pomaga tako autofokusu, kot tudi senzoru za osvetlitev. Aktivno del svetovanja smo že večkrat omenili, tako da samo na hitro, primer na desni strani z nekoliko skurjenimi svetlimi deli, podosvetljenimi sencami, pri Nikonu edinstven daylighting, ki omogoča, da takole tudi v svetlih, kot tudi v temnih pogojih ohranimo detajle. Za razliko mogoče konkurenčni produkti ali samo v preosvetljenih delih popravljajo ali pa samo v temnih delih. Pri nas Active Lighting popravlja tako preosvetljene kot podosvetljene dele. Pri pregledovanju nekaj novosti, ki jih poznamo že z večjih bratov, torej po novem možno ogled do 72 majhnih thumbnail posnetkov naenkrat, kar nam omogoča lažjo izbiro želenega posnetka pri pregledovanju, ali pa kar koledarski prikaz, da se pač moče zberemo, ne vem, 17. oktobra smo slikali rojsten dan, hiter prelistamo tja in točno vemo, da bomo tam te posnetke našli, brez da se kaj dosti hecamo. Glede same ergonomije pri Nikonu ga boste v roke prijeli, tako da tle ni dosti besed za zgubljati. Okrog ohišja mislim, da boste ugotovili, da je podoben modelu D60, torej brez objektiva tehta nekje okrog 495 gramov, kar lično leži v roki, gumbi pa so razporejeni čisto klasično, tako kot pri vseh DSLR Nikon ohiši, zelo intuitivna uporaba, kot ga uporabniki pohvalijo. Omenil pa sem že, da bo med najcenejšimi DSLR aparati Nikonovimi, torej najverjetneje se samo ohišja niti ne bo dosti kupovali, ampak najpopularnejši kompleti z 1855 VR ali pa iz 1805 VR bo ta vredna okrog 549 oziroma 649 evrov, malo prodajna cena s davkom. Bo pa na voljo v vseh fototrgovinah že v septembru.
Tako da D3000 bo krasno zapolnil to vrzel, ki je nastala zdaj, ko je D60 razprodan in je nekje zdaj posegajo kupci tudi po D5000.